Živijo, sem Lana Flavija in živim v Bruslju. Tako kot naši evropski poslanci, ki odločajo o zelo pomembnih stvarih, kot na primer, kakšne bojo šole v Evropi, kako lahko pomagamo otrokom v vojni, kako lahko poskrbimo za čistejše okolje. Raziskovala bom, kako deluje Evropski parlament in kaj delajo poslanci. Kaj je naloga evropskega poslanca? Sodelujemo pri sprejemanju zakonodaje, seveda pa tudi doma govorimo o pomenu Evropske unije. Se čim bolj truditi za to, da bomo mi, ampak predvsem vi, imeli lepše in boljše življenje in lepšo in boljšo prihodnost. Kako se razlikuje delo evropskega in slovenskega poslanca? Delamo vseh 27 držav članic, delamo za Evropsko unijo kot tako in seveda za vse države članice, medtem ko poslanci državnega zbora delajo izključno za slovensko zakonodajo. Pa tudi delo v teh odborih je veliko bolj strokovno in če glih ne veš, o čem bi govoril, ne poznaš tematike, je bolje, da si tiho. Doma pa imam včasih občutek, da govori lahko vsakdo, ki misli, da je njegovih 5 minut. Kdo ima v parlamentu zadnjo besedo? Zadnjo besedo ima večina, torej tisto, kar večina izglasuje, potem obvelja. A vi veste, kaj mi mladi potrebujemo? A ste že kaj spremenili za to? Naprimer, varnost na spletu, ena od zadev, ki se zelo tiče otrok in je bilo v tem mandatu veliko narejenega v tej smeri. Nasilje v družini je nekaj, okoli česar mislim, da moramo v Evropi še več narediti, o obveznem delu otrok, ki je predvsem zunaj Evropske unije še večji problem. Tako da številne teme so tiste, ki so povezane z mladimi. Imamo v bistvu tudi take eksperte, poznavalce, ki so v rednem stiku z vami, torej z mlajšimi in nam potem poročajo o vaših potrebah in se potem na podlagi tega odločamo. Kater prostor v tej stavbi vam je najljubši? Meni osebno, zato ker sem obsedena s knjigami, knjižnica. Vas razumem. Ko pa imamo čas, pa gremo v Mickey Mouse, to pa je restaurant, kjer so stoli v podobi Miki Miške. Volilci morajo izbrati, kdo nas bo zastopal za naslednjih 5 let. Takrat bom volila tudi jaz. Adijo!